Il Signore che ha patito l'abbandono dei Suoi discepoli, il peso di un'ingiusta condanna e la vergogna di una morte infame, ci rende ora Gospod, ki je partecipi. prestal, da so ga zapustili njegovi učenci, da so mu naložili krivično obsodbo, da so ga osramotili z nečastno smrtjo, nam zdaj podarja, da smo lahko deležni njegovega nesmrtnega življenja. Namenja svoj nežen in sočuten pogled nam, lačnim in žejnim, tujcem in zaprtim, odrinjenim in izvrženim, žrtvam zlorab in nasilja. Tako je dejal papež Frančišek na največji krščanski praznik, Veliko noč. Ta dan se namreč spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, vstajenja Jezusa od mrtvih. Papež je dopoldne na trgu svetega Petra v Vatikanu daroval slovesno velikonočno evharistično bogoslužje. Opoldne iz lože Vatikanske bazilike rimskemu mestu in vsemu svetu izrekel velikonočno poslanico. V njej je med drugim ponovil besede ostalega: "Glejte, vse delam novo." Povabil nas je, naj to pomirjujoče Jezusovo sporočilo vsakemu od nas pomaga, da se bo še pogumneje in z večjim upanjem lotil gradnje poti sprave z Bogom in zbrati, kar tako zelo potrebujemo. Papež Frančišek je spomnil tudi na krizna žarišča po svetu. Najprej je spomnil na Sirijo, nato na Sredozemlje in Bližnji vzhod, zlasti Irak, Jemen in Libijo. Podoba novega človeka, ki sije na Kristusovem obličju, naj podpira sožitje Izraelcev in Palestincev v sveti deželi, je dejal sveti oče in nadaljeval: Gospod Jezus, naš mir, ki je z vstajenjem premagal zlo in greh, naj za te velikonočne praznike spodbudi našo bližino z žrtvami terorizma, te slepe in podivjane oblike nasilja, ki ne neha prelivati nedolžne krvi na raznih koncih sveta, kakor se je zgodilo pri nedavnih atentatih v Belgiji, Turčiji, Nigeriji, Čadu, Kamerunu, na slonokoščeni obali in Iraku. Naj obrne k dobri rešitvi kvas upanja in nakazani mir v Afriki, še posebej mislim na Burundi, Mozambik, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan, ki jih zaznamujejo politične in družbene napetosti. Sveti oče je podelil tudi popolni odpustek vsem, ki so zato izpolnili pogoje in so ga spremljali na trgu ter prek sredstev družbenega obveščanja in novih tehnologij. Sledil je blagoslov, po njem pa je vsem romarjem in ljudem dobre volje, ki so mu prisluhnili, izrekel besede zahvale ter prosil, naj ne pozabimo moliti zanj.